Na nekaj vprašanj o programih usposabljanja kolektivnih športov rokomet nam bo odgovoril dr. Marko Šibila. Kolikokrat letno razpišete tečaje in kakšni so pogoji za vključitev v usposabljanje? Tečaje razpisujemo največkrat enkrat, morda kadar je res velika potreba tudi dvakrat letno. Bi pa pomenilo tudi to, da ob tem tečejo tudi redna usposabljanja oziroma program, študijski program na fakulteti za šport, kjer lahko študenti v okviru svojih prostih izbirnih vsebin izberejo rokomet kot svoje neke vrste izbiro, usmerjanje in se v okviru tega predmeta tudi usposobijo za treniranje v rokometu. Takih kadrov smo še posebej veseli, zato ker imajo tudi nekoliko širšo osnovo. Kar se pa tiče tečajev, so pa pogoji za vpis 18 let, končana srednja šola in pa seveda za tečaj strokovni delavec 2 tudi končan najprej tečaj strokovni delavec 1. Morda bi veljalo omeniti še to, da ob rednem usposabljanju in izobraževanju rokometnih trenerjev potekajo tudi tako imenovani licenčni seminarji, namreč vsak, ki želi v naslednji sezoni delovati kot rokometni trener, mora opraviti licenčni seminar. Največkrat opravimo 2 licenčna seminarja, enega v mesecu juniju. Imamo neko stalno bazo na Rogli, takrat je 2-dnevni seminar bolj namenjen tistim trenerjem, ki bodo trenirali članske ekipe, čeprav je seveda odprt za vse druge. Tudi v tem okviru tudi sodelujemo z Evropsko rokometno zvezo, vedno dobimo enega izmed predavateljev, tako imenovanega EHF lektorja z Evropske rokometne zveze, kar še posebej obogati to naše delo. No, drug licenčni seminar je pa največkrat konec avgusta. Ta je enodnevni, namenjen pa je bolj tistim trenerjem, ki se ukvarjajo z igralci mlajših starostnih kategorij. Kakšna znanja dobijo udeleženci usposabljanja prve in druge stopnje? Udeleženci usposabljanja prve in druge stopnje dobijo temeljna znanja glede treniranja rokometa v različnih kakovostnih kategorijah, pa tudi glede na spol. Seveda so znanja, ki jih dobijo na tečaju strokovni delavec 2, trener rokometa, poglobljena in zasnovana na informacijah, ki jih pridobijo na tem prvem tečaju. Seveda gre v največji meri za tehniko, taktiko, tudi psihologijo, delo z igralci v različnih pogojih, tudi na različnih nivojih, kondicijska priprava. Torej, pravzaprav obdelamo vse vidike športnega treniranja v rokometu, tako in drugače. Dajemo tudi poudarek na osebni iniciativi samih tečajnikov, predvsem pri tem strokovnem delavcu 2 se nam zdi to še posebej pomembno, ker tukaj gre že za strokovne delavce, ki imajo določene izkušnje, tako da del programa izvedemo tudi s pomočjo tako imenovanih seminarskih nalog. Udeleženci morajo sami pripraviti seminarske naloge, tudi pred svojimi sotečajniki zagovarjati. Takrat seveda se razvijajo tudi različne debate in mislim, da tukaj rekel še posebej to je ena posebna obogatitev programa, ko pravzaprav tudi lahko ta znanja tečajnikov vsi vidimo, ko pravzaprav sami nastopijo pred nekim auditorijem svojih strokovnih sodelavcev. Zakaj je pomembno stalno strokovno izpopolnjevanje? Stalno strokovno izpopolnjevanje je predvsem potrebno zaradi dinamičnih sprememb v materiji, ki jo morajo trenerji obvladovati. A veste, če bi danes pravzaprav pogledali, kaj smo sporočali trenerjem pred 10 leti, pa kaj danes, bi lahko videli, da recimo zdaj sicer mogoče to res malo na pamet rečem, pa na okroglo, je recimo 30-40% vsebin takih, ki jih recimo takrat nismo zajeli, danes pa jih s pomočjo tega stalnega usposabljanja ali torej licenčnih seminarjev ponovno sporočamo našim trenerjem. Torej, vsako leto so zmeraj zelo zanimive, aktualne vsebine, s pomočjo katerih lahko trenerji osvežijo svoja znanja in posledično seveda tudi ostanejo
če bi zdaj grdo rekel v angleščini, up-to-datani, so neprestano njihove informacije osvežene in samo torej tak trener, ki v tem dinamičnem okolju neprestanih sprememb in dopolnitev znanja, novih znanj spremlja ta dogajanja, je lahko uspešen.